Jaz sem Emil Kozele, študiral sem oblikovanje, v bistvu communication design na londonski šoli St. Martins. Ja, v bistvu projekt se je začel po letu 2013 in na ta projekt so mislim, da ključno vplivali dve stvari. In prva je bila to, da je po leti 2013 je Edward Snowden razkril te tajne podatke in pa jaz sem se preselil v London, ki je v bistvu najbolj nadzorovano mesto na svetu. To je nekako spodbudilo razmišljanje o temu, o nadzoru, o privatnosti in tle se je začelo v bistvu razmišljanje da mogoče pa internet ni tako odprt, kot izgleda na prvi pogled. Vsi naši e-maili, vsi naši Facebook pogovori, vsi naši Google iskalniki, vse gre v bistvu čez njihove serverje in vse je analizirano in v bistvu potem je stopnjevan glede na različno stopnjo potencialne nevarnosti. Ne. In ta seznam besed, ki obsega približno 3000 besed, je bil izdan leta 2012 po nalogi Vrhovnega sodišča ameriškega in ga je Department of Homeland Security mogel izdati kot javno uporabo. Ampak po nekih bolj zaupnih podatkih je pa teh besed več kot 40 000. Lahko ljudem govorimo, ok, te besede so na seznamu, ampak dokler se mi zdi, da se nekaj ne zgodi, nekaj dramatičnega, kjer so oni izpostavljeni in se njihove besede uporabljajo, do takrat v bistvu so to samo besede na papirju. Glavni feedback, ki sem ga dobival skozi ta projekt, je bil v smislu, nič ne delam narobe na internetu, zakaj bi skrbel, če me nadzorujejo. Nekateri celo vseeno mi je, če me nadzorujejo. Ampak problem se mi zdi, da pride do tega, da je ta nadzor nekaj, kar podzavestno v bistvu vpliva na nas. Ne? In to, da v bistvu ne moremo zbrisati svoje zgodovine, da vse ostaja na internetu, to se mi zdi bolj problematično, kot to, da nas trenutno nadzorujejo. Ampak hkrati pa tudi ta podzavesten občutek, ki se zgodi, kadar si na Googlu in bi rad nekaj vpisal v brskalnik, pa razmišljaš, ojoj, kaj pa če bo to nekdo videl. Ne? Takrat pride do tega problema, se mi zdi. Jaz mislim, da Evropa bi v bistvu mogla iti neko svojo igro in se odcepiti od tega nekega perverznega nadzorovanja svojih državljanov, ampak v bistvu bolj z nekim izobraževanjem in usmerjanjem tega denarja v neke bolj inteligentne programe.